Spoštovane predstavnice, predstavniki medijev, dobrodošli na novinarski konferenci, na kateri bo minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj predstavil ključne dosežke slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije na področju zaposlovanja, socialne politike in enakih možnosti. Minister Cigler Kralj, beseda je vaša, izvolite. Hvala lepa. Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, dober dan in najprej srečno, predvsem pa zdravo 2022. Slovensko predsedstvo je v središče predsedovanja na področju zaposlovanja, socialne politike in enakih možnosti, ki je v pristojnosti ministrstva, ki ga vodim, postavilo ljudi. Zastavili smo si dve prednostni nalogi, in sicer prvo ustvarjanje odpornih in vključujočih trgov dela in drugo ustvarjanje odpornih in vključujočih družb v Evropski uniji. Predsedovanje Svetu Evropske unije na področju, ki ga pokriva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ocenjujem, pa ne samo jaz, predvsem spoštovani kolegi strani Evropske komisije, Evropskega parlamenta, nasploh v Evropski uniji, kot zelo uspešno. Prejeli smo veliko zelo pozitivnih odzivov, pohval in zahval strani predstavnikov institucij Evropske unije ter drugih držav članic in različnih organizacij. Naj predstavim nekaj konkretnih dosežkov z področja našega resorja. Torej, na področju prve prioritete, odporni in vključujoči trgi dela, kakovostno delo za kakovostno življenje vseh generacij. Ključni prispevek slovenskega predsedstva k izboljšanju delovnih in življenjskih pogojev v Evropski uniji predstavlja dokončni dogovor o predlogu direktive o zaščiti delavcev pred rakotvornimi snovmi in dogovora v Svetu Evropske unije o dveh pomembnih zakonodajnih predlogih, ki sta tudi najbolj odmevala, in sicer o predlogu direktive o ustreznih minimalnih plačah ter o predlogu direktive o preglednosti plačil, tako imenovani pay transparency. Omeniti je treba, da nam je uspelo doseči dogovor tudi z Evropskim parlamentom o predlogu uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti, bolj znanem kot regulacija 883, ki pa ga žal Svet EU v čisto zaključnem delu našega predsedovanja ni potrdil. Naj v nekaj stavkih na kratko opišem te dosežke. Najbolj odmeven predlog direktive o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji je bil v začetku predsedovanja, tega se še dobro spomnim, ocenjen kot malo verjeten, oziroma uspeh, napredek na tem področju je bil ocenjen kot malo verjeten. A je slovenskemu predsedstvu po izjemno intenzivnih in tvornih pogajanjih uspelo doseči visoko podporo držav članic Evropske unije. Po ocenah bi direktiva lahko omogočila rast minimalnih plač v več kot polovici držav članic in ugodno vplivala na več kot 25 milijonov delavcev v Evropski uniji. Ključno, kar želimo s to direktivo doseči, je, da se za dostojno delo, za pošteno delo dobi dostojno plačilo in pa še bolj ključno je, da kdor dela ne sme biti reven. In verjamem, da bo v nadaljnjem postopku uspelo v trialogu vsem trem institucijam, Svetu EU, parlamentu in komisiji, doseči dogovor o tem, da bo ta direktiva v doglednem času tudi sprejeta in uveljavljena. Sprejetjem predloga direktive o zaščiti delavcev pred rakotvornimi snovmi, ki smo ga med drugim razširili tudi na področje zaščite delavcev pred snovmi, ki so nevarne za plodnost in plod, reprotoksini, ter pred nevarnimi zdravili, smo uspeli zaščititi več kot 1 milijon delavk in delavcev po vsej Evropi. Pretreslo me je, ko sem bil seznanjen, da več kot 100.000 ljudi letno v Evropski uniji umre zaradi tega, ker so na svojih delovnih mestih izpostavljeni tem kancerogenim, mutagenim snovem.
In z dogovorom, s prejetjem tega predloga direktive o zaščiti delavcev pred temi snovmi smo naredili velik korak k temu, da bodo delovna mesta v Evropski uniji bolj zdrava, bolj varna in bolj trajnostna. Dosegli smo tudi dogovor v svetu o predlogu direktive o preglednosti plačil, tako imenovani pay transparency. Cilj direktive je urediti neustrezno uresničevanje temeljne pravice do enakega plačila in zagotoviti njeno spoštovanje po vsej Evropski uniji. Direktiva bo pomembno vplivala na preprečevanje diskriminacije in zagotovila pravico do enakega plačila žensk in moških za enako delo in delo enake vrednosti. Glavni moto, glavni cilj te direktive je torej, da mora, ne glede na spol, ali je to moški ali ženska, za enako vrednoteno delo dobiti enako plačilo. Ali pa za zaposlitev na istem delovnem mestu dobiti tudi enako plačilo. To je velik korak in ponosen sem na našo ekipo v Bruslu in v Ljubljani, da smo uspeli napraviti tako velike premike. Z vidika dogodkov, kot veste, nam jih je tudi krojil COVID oziroma epidemija, je bil naš največji dogodek neformalno srečanje ministric in ministrov Evropske unije za zaposlovanje in socialno politiko, ki je potekalo že v začetku julija na Brdu pri Kranju. Tam smo največ pozornosti namenili pogojem za okrevanje po epidemiji virusa COVID-19 in uspešno okrevanje gospodarstv. Slovensko predsedstvo in sam kot minister odgovor na ta izziv vidim v ustvarjanju odpornih in vključujočih trgov dela ter v trajnostnem delu. To namreč omogoča boljšo kakovost življenj vseh generacij in pomembno prispeva k dobremu delovanju sistemov socialne zaščite, trgov dela in gospodarstva v celoti. Dosežemo pa ga lahko le, če vlagamo v kakovostna delovna mesta in človeški kapital ter zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. Tam smo tudi pogledali sprejete ukrepe po državah članicah, malo primerjali te ukrepe za zaščito trga dela in lahko vidimo tudi po gospodarskih kazalnikih in napovedih, da so bili slovenski ukrepi za zaščito skoraj 300 tisoč delovnih mest in za pomoč gospodarstvu na različne načine eni izmed bolj učinkovitih, pravočasno sprejetih in dovolj obsežnih. Z tega neformalnega srečanja ministric in ministrov Evropske unije bi rad izpostavil tudi, da smo s svojo ekipo uspeli narediti velik korak pri pomoči državam Zahodnega Balkana. Namreč naše srečanje, neformalno srečanje ministric in ministrov smo skombinirali še srečanjem s predstavniki držav Zahodnega Balkana na tem neformalnem srečanju in skupaj smo sprejeli deklaracijo o zagotavljanju trajnostnega vključevanja mladih na trg dela. Na podlagi sprejete deklaracije bodo partnerice iz regije prejele evropska sredstva za izvajanje shem jamstva za mlade, s čimer bodo lahko pomagale mladim v regiji pri nadaljnjem šolanju, praksi in prvi zaposlitvi. Morda kot zanimivost izpostavim, da so nas kolegi iz Evropske komisije in sveta prosili za pomoč pri sprejetju oziroma soglasju predstavnikov držav Zahodnega Balkana glede te deklaracije. Namreč ni jim uspelo izpogajati končnega besedila in smo, lahko rečem, v intenzivnem dodatnem naporu z tem, da Slovenija bolje pozna in razume države Zahodnega Balkana, uspeli doseči soglasje in podpis in s tem odprli eno novo upanje za mlade na trgih dela teh držav. Da ne bomo samo v Evropski uniji tisti, ki samo jemljemo njihove mlade, ampak da jim bomo zagotovili tudi možnost vlaganja v sebe, v svoje kariere, v svojo prihodnost, tudi znotraj teh držav, kajti njihov razvoj je tudi pomemben za to, da bo Evropska unija lahko njihova perspektiva.